Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes vam bom pojasnil, kako izgleda februarsko dopustovanje na Lošinju, zakaj so nekatere ceste zagrajene z ograjami, katera je najlepša proga, ki sem jo tukaj odkril in zakaj sva po 3 dneh zamenjala apartma. Jaz imam res srečo z vremenom. Prvi dan, ko sva prišla, je bilo 13 stopinj, zdaj čez 2 dni v nedeljo spet kaže, da bo zraslo čez 12, a ta teden vmes, ko sem jaz tukaj, pa noben dan ni prišlo preko 5. Najlepša pot, ki sem jo tukaj odkril, je utrjena betonska steza, primerna praktično za vse vrste koles, speljana pa je okrog in okrog mesta Mali Lošinj in tudi okrog kampa Čikat. En njen krak gre pa še v Veli Lošinj. Danes bom to progo v celoti odpeljal, tako da boste imeli od spodaj link do Strave, če kdorkoli želi izkoristiti kakšen njen odsek. Februarja na Malem Lošinju izgleda tako, da praktično ni nikjer nobenega, so samo domačini in pa sem in tja kakšen redek turist. Čeprav na Google Maps kaže, da je vse polno odprtih restauracij, pa sta tukaj v centru Malega Lošinja dejansko odprti samo 2. Tale De Veron je malo bolj prestižna in tudi malo dražja, in pa zraven en kefi bar, ki je bolj za čevapčiče, hamburgerje in pleskavice. No, tam na drugi strani, kjer je plaža Čikat, je pa še Steakhouse Diana, ki je pa cenovno še malo dražja od De Verona. Recimo, samo za primer, tukaj v Diani sva naročila tunin steak in lignje na žaru, vsak kozarc vina in eno sladico, končna cena 80 evrov. 80 evrov. V De Veronu je bilo en pikič cenej, tam okrog 60 evrov, bi rekel, za podobno naročilo. Tako da cenovno, ne vem, ali so odprte samo najdražje 2 restauracije, da ne delam krivico ostalim. Tukaj v centru je tudi ta izposojevalnica, kjer sem jaz najel to gorsko kolo. Cena je bila 66 evrov za 7 dni. Šef je rekel, da bojo v sezoni cene višje, meni je dal še po lanski ceni. Zdaj tukaj lahko vidimo verjetno že posodobljene cene, če najameš po urah. Drugače pa pejte na njihovo spletno stran, pa si tam pogledajte, kakšne so najemnine po dnevih. Zdaj, ko ni sezone, poslovalnica ni odprta, ampak je možakar dosegljiv na mail ali pa na telefon, se javi v hipu, za 20 minut pride sem, odpreti da kolo, ni problema. Jaz sem enkrat vmes šel tudi do njega, ker sem imel malo slabe zavore in je 5 minut mi je vse poštimo. Eden od gledalcev je vprašal, če imajo tudi električna kolesa. Odgovor je ja, imajo gorska kolesa, mestna kolesa in električna kolesa 2 vrst. Ena so bolj navadna, druga pa malo bolj profi. Cena najema je približno 2-krat dražja od najema gorskega kolesa. Tako, zdaj sem prišel skozi center mesta in nadaljujem pot okrog tega polotoka. Počasi bom prišel na južno stran, kjer je zavetje in tudi bolj prijetno in toplo. Drugač pa je v glavnem vse zaprto. Veli Lošinj nima niti ene restauracije, je samo en bifet tam v centru. Tako da je treba pač malo bolj se potruditi, če hočete iti ven jesti. Pa omenil bi še to, da trajekt vozi točno na urnik, se pravi vsaki 2 uri, tako da je treba držati se tiste časovnice, ker ni enako kakor poleti, ko vozi kar non-stop. Ta steza okrog tega polotoka je dolga približno 10 km, še kakšnih 10 pa lahko naberete, če greste v Veli Lošinj in nazaj. In kakor boste lahko tudi sami videli, na tej stezi skoraj ni nobenega sprehajalca, redko, kje se najde kakšen turist. Kar se tiče tistih cest, ki sem jih prikazal v prejšnjem videu, ko so kar zagrajene z ograjami in sem mogel 2-krat obračati, pa ni problem v Garminovi navigaciji, ampak dejansko tam ceste so speljane, vendar so parcele zdaj privatne in enostavno lastniki ne dovolijo več prehoda.
Tiste ceste, ki so javne, so ostale odprte, kar je bilo pa cest kar tako, pa ne več. Zanimiva je zgodba enega Italijana, ki je tukaj pokupil več parcel in začel vse ograjevati. Prišlo je celo do tega, da je ogradil nekaj javnih cest, zaradi česar je nastal spor z lokalnimi prebivalci. V glavnem neprijetna zgodba, ki jo potem nisem šel več raziskovati v detajle. Moje opozorilo bi bilo samo to, da ne glede na to, kako načrtujete progo, ali so to heatmapsi na Stravi, ali uporabljate Garmin, ali kar na roke s pomočjo Google zemljevidov, dajte računati s tem, da kakšna pot, čeprav je orisana in čeprav obstaja, mogoče ni več prevozna. Samo toliko, da ne boste potem presenečeni. Zdaj sem prišel že precej na južno stran polotoka. Tukaj se začne kamp Čikat. Ogromno parcel in teh mobilnih hišk. Mimo mobilnih hišk sem zdaj prišel do navadnega dela kampa. Nekaj turistov je v glavnem Slovenci in Nemci. Zdaj sem prišel še do plaže Čikat. Tukaj jaz vsak dan plavam. Je tako prijetno, brez vetra, z juga lepo greje sonce, voda je mirna in ima približno 13 stopinj Celzija. V glavnem super, uresničil sem si eno od svojih želja. Po parih mesecih tuširanja z mrzlo vodo sem se toliko spravil, da grem lahko zdaj plavati v morje tudi po zimi, na kar sem res ponosen. Drugih plavalcev nisem opazil, sem imel pa kar nekaj gledalcev. Ena gospa me je celo fotografirala. Ta del tukaj je res prav lepo urejen. Ne vem, kakšne so cene teh nastanitev, ampak videti je pa čudovito. Tukaj na drugi strani polotoka je zelo evidentno, kje se ta betonska steza konča. Tle bom jaz zavil levo gor na asfalt, premagal tale manjši vzpon in se odpravil na tako podobno stezo še v Veli Lošin in nazaj. No, vidite, tukaj na tem krožišču je pa narejena taka kolesarska rampa, po kateri se spustite dol na stezo za Veli Lošin. Na enak način je narejena, ves čas speljana lepo ob obali. Možno je celo iti od Velega Lošinja še malo naprej. Jaz bom šel do konca, do kjer je steza narejena in potem po isti nazaj. Razlika je samo v tem, da je tole severna stran otoka, tako da je tukaj morje malo bolj razburkano, malo več piha in več je senčnih predelov. Tudi na tej strani se najde kakšen sprehajalec, ampak dalč od tega, da bi bila kakšna gneča. Jaz sem res izkoristil to kolo na tem dopustu. Za mano je že 7 voženj, jutri me čaka še ena, potem bo pa tega dopusta na žalost konc. Videl sem kar precejšnji del otoka Lošin, tako da sem zelo zadovoljen s to idejo. Betonska steza se konča tukaj v bližini plaže Javorna. Jaz bom šel še 100-200 metrov naprej, ker je taka lepa gozdna pot. Potem bom pa obrnil pa po isti nazaj. In da ne bo kdo mislil, tudi danes, ko se vozim samo tle ob obali, praktično na relaciji Mali Veli Lošin, bo ratelo 30 km. No in tukaj pridemo še do enega pomembnega dejstva. Če pridete februarja sem na dopust, morate računati s tem, da se bo tukaj gradilo in prenavljalo. Gradijo lahko od oktobra do marca, potem pa ne smejo več, tako da probajo izkoristiti to zimo, da naredijo čim več. In to sem doživel tudi sam, ko sem se namestil v prvi apartma. Res super, čudovit apartma, 420 € za 8 nočitev. Eden boljših apartmajev, kar sva jih kdaj imela. In na sosednji parceli, gradbišče. In en tisti stroj, bum, 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 non-stop, 3 dni smo ga poslušala. Jaz razumem, če je nekaj treba narediti, se potrpi, naj naredi, odpelje, ampak tega ni bilo konca. Tisto je non-stop razbijalo, kamioni so potem non-stop odvažali skale in po 3 dneh sva se odločila, da apartma zapustiva. Lastnik je bil dejansko res uvideven,
vrnil je 400 evrov, tako da si je vzel samo 20 evrov za stroške, midva so bila pa tam 3 dni. Preko Bookinga sem potem 1,5 km najdel proč drugi apartma, še za 5 nočitev je bil lih tako 420 evrov, tako da zdaj sva lepo v miru, tišina, na drugi strani malega Lošinja in še teh par dni, kar nam je ostalo, bova se imela res super. Ko sem jaz rezerviral apartma, nisem niti pomislil na kaj takega, lastnik pa tudi ni nič posebej opozoril, tako da, če kdo namerava priti po zimi dol, naj proba preveriti, če to, kakšna je situacija levo in desno, da ne bom imel take izkušnje, kakor midva. Večino dneva so bila tako ali tako zunaj. Ni bilo tako grozno, ampak zakaj bi to na dopustu poslušal, če mi ni treba. Kot rečeno, proga bo objavljena na Stravi. Če vas še karkoli zanima, kar vprašajte. Jaz vam bi zaželel čim več srečnih in lepih kilometrov. Hvala vam za vso podporo, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!